Jaz za seboj pozdravljam tole novinarsko konferenco. Smo sklicali malo na vrat na nos zaradi včerajšnjih dogodkov v Kopru, ki so tudi zelo zgrozili našega predsednika gospoda Rastoderja, tudi glede na tisto, kar se nam je zgodilo, kar se je zgodilo na prvi tekmi z Rudarjem, pa smo bili tih, ponavadi smo bili v preteklih sezoni, smo se držali nekak tega, da se te sodniške zadeve več kot ne izenačijo tokom sezone. Tudi mediji mogoče niso temu veliko posvetila nekaj pozornosti, ampak sodniška analiza je tudi pokazala, da je bil prvi Rudarjev gol dosežen iz dvakratnega prekrška in je bil potem naš drugi gol oziroma gol Antonija Delameja razveljavljen kljub milejši zadevi. Pa smo na koncu tekmo izgubili, pa smo bili tih, pa smo včeraj doživeli to, kar smo doživeli, da se igra z roko na golovi črti, pa ni reakcije in s tem, da je potem naš predsednik izgubil živce, lahko mirno rečemo, ne predsednik, ki smo rekli, da vas tudi pozovemo, da tudi on nekatere stvari, ki ga že dolgo motijo v slovenskem nogometu, malo pove, pa bomo jaz predal besedo predsednika par stvari zapovedati, pa seveda tudi kakšno vprašanje na novo. Spoštovani novinari, še v mojem imenu želim da se zahvalim, da ste tako hitro odreagirali in moram reči, da ste prišli tako dosta vidno številno. Da smo danes reagirali je skoraj bilo nujno potrebno, jer mislimo, da se toliko stvari nakopičile v slovenskom nogometu, da je stanje že alarmantno. In je zdaj veliko vprašanje, a je sploh smiselno ustrajati v slovenskom nogometu, ker v mojem mnenju je slovenski nogomet ugrabljen od posameznikov v, kako bi rekel, nogometni zvezi in sodniških organizacij. Bolj se vprašamo, za koga sploh mi igramo nogomet. Ali nogomet igramo za naše gledalce, za naše navijače, ali se nogomet igra za posameznike, za organizacijo, kar pobira vas znak in vas profit iz tega, kar mi v nogometu ustvarjamo. Radi bi, da vas obvestimo, kar edino upanje v slovenskem nogometu, mislim, da je to, da še z vami, ko osebno silo, probamo nekaj spremeniti. Jer enostavno so si določeni ljudi nogomet na slovenskem prostoru vzeli kao neko svojo delovno organizacijo in mislim, da je skrajni čas, da se sve reagira. Mi smo probali do zdaj na vse legitimne seje, na vse možne načine obveščati, da se ne dela prav in spomniti se tekme, ker je bilo odloženo v januaru meseci, ne, v prvom polučasu 2013, ko smo imeli za Mariborov derbi. Nogometna zvezda je organizira tekme, bez da bi sodelovala s klubi. Škoda, kad nastane klubovima, ona od tega dviguje roke in se vprašamo, naša tekma je 50.000 € škode narejeno samo njihovim nesavestnim delom, zato ker smo jih večkrat upozarjali, da so pogoji za to tekmo nesprejemljivi in da se ne more odigrati, na kar so oni na dan tekme ugotovili, da ta tekma se ne more odigrati, samo morate vedeti, da je 50.000 € stroško nastalo klubu in smo prosili do zdaj, da nam ta denar vrnejo, jer su oni naredili svojo napako, do zdaj to nisu vrnili in nama preostaje samo da ih tože. Ali je to smisleno da se program i tekmovalna sezona ustvarja na ta način da klube nobeno vpraša. Včeraj ste bili priča dogodka kako se delegiraju tekme na slovenskom prostoru. Vi se vprašate za koga igramo, za koga smo i za koga je včeraj bila tekma namenjena u Kopru ob 6, kar je stanje i temperatura bila da se ta tekma u svih
pogojima moralo biti odpovedano ali predstavljeno za kakšno uro, jer to niso bili normalni pogoji za tekmo. Jaz kao predsednik kluba sam zadužen da skrbim za zdravlje naših igralcev i da reagiram da ne bi prišlo do kakšnog nemilog dogodka. Kaj če bi se včeraj zgodilo da je neki igralec na terenu umrl? Ne glede kje reki. Drugo vprašanje je materialne narave. A se sploh kdo vpraša odkot klubovima v prvi slovenski ligi denar da plačajo stroške varovanja, če na toj tekmi ne pride noben gledalec? Kaj nogometna zvezda naredi da poveča število gledalcev? V taki uri, če se dirigira tekmo v 6 zvečer na temperaturi čez 30 do 35 stopinj, veste, da noben ne bo prišel, jer je to čas, ker bojo šli na kopanje. Potem, ali nekdo razmišlja o nogometnom klubu Kopar, iz česa bo on pokrio stroške varovanja te tekme? I da li se razmišlja o profitu tih klubova i kako bojo klubi preživeli? Nekdo u pisarni, klimatiziranoj nogometnoj zvezi, kar dela ta raspored, njega ne zanima. Oni su dobro plaćeni, denar ne pobiraju na trgu da bi svoje plaće dobivali, nego se finansiraju iz UEFA i njima je super lepo. Mi pa kar ustvarjamo to nogometno vzdušje, kar ustvarjamo i financiramo klube, mi se vprašamo zakaj mi sploh obstajamo. Če su oni samo zadosni sami za sebe, kaj mi počnemo nogometni klub? Vidite da iz domaće nogometne lige, prve lige, nobenega igralca ni u prvom sastavu naše reprezentacije. To je en način da mi sploh ocenjujemo svoju ligu i kad to mi počnemo sami, kaj bomo pričakovali od zunije da nas ceni? To nimamo kaj pozitivnega pričakovati. Tekma včeraj je pa konc na vse, da se već to na tak način ne more delati. Jer če ste videli, je delegirano 6 sodnikov. Vprašamo se pol, zviševanje sodnikov, mi mislimo da je to povećanje kvaliteta sojenja. Dobimo pa obratno. Je, koliko zvišuju število sodnikov, tok mi dobimo slabši kvalitet sojenja. To se pravi da gre samo za trošenje nemilosrdnog denarja iz veze. Mi pa klubi plaćujemo sodniško organizacijo, plaćujemo tekme, prodali su, kako bi rekao, televizijske pravice Telekomu Slovenije i iz tega mi dobimo klubi 50.000. Ampak veste kako dobimo? Kad poplaćamo sodniško organizaciju, će ostane kakšnih 10 jurijo. To je ta denar, ker ga mi dobimo iz prodaje televizijske pravice. Pol vidite da enostavno nogomet na slovenskom prostoru ni namenjen gledalcem, ni namenjen navijačima, nego je namenjen določenom užom krugu ljudi, kar 20 let že iskorišćaju slovenski nogomet. In mi smo u Olimpiji stališća da bomo do septembra probali iskoristiti vse pravne, pa tudi poti dialoga, da se probamo na najvišem nivou pogovoriti z zvezo in sa sodniško organizacijo. Če to ne bo možno, bomo v septembru sklicali sestank vseh klubov prve lige Slovenije in bomo še tu probali definirati stališča, kako naprej. Če nam to ne bo ratala, bomo organizirali štrajk pred Nogometno zvezo Slovenije, da pokažemo, da stanje v nogometni Sloveniji več ni vzdržno. Če to še ne bo dovolj, jaz osebno vam povem, da bom šel iz slovenskog nogometa, jer nobenega smisla ni ustrajati, dajati svoj osebni denar iz svojega podjetja za interese nekih uskih krugov ljudi na slovenskom prostoru. Bolj bi še malo poudarka dal na kako se delegirajo ti derbi. Vi sami veste, da če je delegiran derbi za 3. avgust med Mariborom in Olimpijo, takrat je, jaz mislim, i Maribor i Olimpija prazni. Da su vsi na dopustu,
organizacija tekme med Mariborom in Olimpijom, jaz moram reči, da je to zahteven projekt, da iziskuje veliko predpisov, kar se moramo držati, to je število varnostnikov in organizacija takme tekme je 50.000 evrov. Nas nobeden ni vprašal za naše mnenje, kaj mi mislimo o tem, nego si sami to postavili. To moramo spremeniti, to več ne more biti. Rad bi še par stvari glede postavljanja in delegiranja tih sodnikov. Če ste videli, da se na te dve zadnje tekme su eni in isti sodnici delegirani dvakrat. In a je možno, da je to slučajno, ali je to plansko narejeno, samo jaz mislim tudi vi, kar ste spremljali, da je Olimpija tle oškodovana. In bi radi, da tudi sodniška organizacija, kar mi obveščamo javnost, mi smo dolžni obveščati javnost, sodniška organizacija ne obvešča javnost o svojim ukrepima, kaj je naredila do določenih posameznih članov njihove organizacije. Jer dobivamo dojem, da nekateri člani njihove organizacije sodniške kot da igrajo stavnice in da to, kar se počne v sojenju, nam navodi na tem, da mi dvomimo, a je to napaka po ljudski faktor ali je to namerna napaka. Nama drugo ne preostaje, nego da razmišljamo, da je ono drugo. Tako da, to su neke smernice, kar mi iz Olimpije želimo da vas obvestimo in o določenim ukrepima, kar bomo naprej počeli, kar mislimo, da to stanje tako, kakor je, ni več vzdržno. Tako da, to je to. Če imate kaj za vprašati, smo vam razpravljali. Jaz bi se sam navezal na to, kar je predsednik glede derbija povedal, nekaj so odigral v začetku avgusta, da malo razjasnimo to situacijo. Mi smo v Nogometno zvezo dali predlog, da bi pač derbi delegirali v kasnejšem terminu. Zdaj do nas prihajajo neuradne informacije, da želijo derbi organizirati v soboto po 16. uri, kar je seveda za nas absolutno nesprejemljivo in pač ne vse, da bi tekme v takem terminu ne bo, ker se želijo takšna situacija včeraj v 6. Tako da to je samo malo intervenco, da se nam to razjasni. Zdaj pa, če kakšno vprašanje, seveda predsednik na ulicu. Menili ste, da če ne bo do septembra se naredile zadeve, da boste stavkali oziroma protestirali pred NZS, proti NZS, ste v tem boju enotni z ostalimi klubi ali je to samo boj Olimpije? Pa vidite, mi zdaj ne vemo, če so ostali klubi isto mnenja kot mi. Sam mi bomo probali obvestiti vse klube v prvi ligi, jer problemi Olimpije mislim, da so skupni problemi vsi ostali. Tako da mislim, da bi to podprli. Ni pa še nobenih potekal pogovora v tej smeri z ostalimi? Ne. Vprašanje? Gospod Razkola, imate vi, zdaj se omenili so te anomalije, imate vi predlog rešitev teh problemov? Naprimer, televizijske pravice, delegiranje tekem, delegiranje sodnikov. Če bi Nogometna zveza imela več pogovorov s klubovima, bi se rešitve zmeri našle. In rešitve morajo biti samo na nivou klubov prve lige, prve in druge lige. In rešitve obstajajo, normalno. Problem je v tem, da noben noče delati na tem. Jer mi nismo videli v
zvezi, da je razpoloženje, da se nekaj spremeni. Vi ste, na primer, predlagali priložitev derbija 3. avgusta. Tako je. Ali še kako odgovor z NZS? Ne. Sploh ni bilo odgovora. Ni bilo odgovora. Negativnega, niti pozitivnega. Ne. Je še kakšno vprašanje mogoče? Omenili ste sam še vas izstop slovenskega nogometa. Je to verjetno, to bi bila nek skrajna poteza vaša, ne? Ja, jaz bom vse probo, če se bo dalo spremeniti. Pripričan sem, da se da veliko spremeniti v Sloveniji na področju nogometa, ampak morajo biti ti pristopi na vse ravni. Od zveze, sodniške organizacije, da rečemo še po nekom drugačnem razmišljanju tudi selektorja, jer kako lahko dvignemo nivo kvalitete v prvi slovenski nogometni ligi, če naši igralci, koliko dobro igrali, so prepričani, da jih selektor ne bo povabil v reprezentacijo, jer naš selektor v glavnem pobira igralce od zunaj, našim mladim, talentiranim, izjedno dobrim igralcima, pa niti se ne da šansa. Niti na prijateljske tekme, pa da se proveri, niti na uradne tekme. In pol, kakšen motiv je vsakog našeg mladega igralca, da ustraja na tem, da je uspešen, da je dober, če ve, da nima šanse, da ga pokličejo, kar je vrh vsakog igralca, da dobi dres nacionalne reprezentacije. Tu je en od, vidim, velikih problemov. Če bi se to rešilo, bi se veliko dvigovalo, jer vsak igralec dobi dvojno ceno ali trojno ceno, da se ta dan prihaja v nogometne klube domače, da se tudi mi, vidite sami Olimpija, koliko je kupila domačih igralcev in koliko smo mi podpirali ostale klube, da nekako preživijo. Jer če nogometna zveza ne vodi računa o gledanosti in o popolnosti naših stadiona, pol mi sami klubi se česa bomo mi preživljali, če ne bomo ustvarjali igralce za nove vrednosti in za, bi rekel, izvoz v druge velike klube po Evropi. Če si predstavnik medijev. Vse je zanimivo za vse. To pomeni oživitev združenja, ker združenje zdaj de facto ne obstaja. Združenje, če Slovenija ve, je bilo izključeno iz združenja Evropske profesionalne knjige zaradi dolga, mislim, 90-100 000 evrov. To pomeni, da Florida še obstaja kot figura v slovenskem nogometu, ali boste naredili novo združenje. No se zato sprašujemo, to pomeni, da boste Olimpija smo izstopili iz tega združenja, zato ker nismo bili s njim zadovoljni, jer to združenje spet nič ni naredilo za klube. Tako da, če primerjavo delamo združenja in stanjem zdaj, je popolnoma enako. Niti je bilo ono prej ok, niti je zdaj boljše. Jer spremembe nobene ni na boljše. Če govorimo o nekih odnosih, potem govorite o tem, da boste naredili neko novo združenje, neko novo ligo, pa spet Vidite, v tem trenutku za združenje zmeri rabite 10 klubov. Mi, ko Olimpija, sami ne moremo delati združenje. V tem bi pustili čas v čas. Še kakšno vprašanje mogoče? Če ne, bi se vam pa zapalo za obisko.